15. februarja je bila na Jesenicah na večstanovanjskem objektu postavljena prva sončna elektrarna na ulici Gustla Straussa 1. Postavilo pa jo je GEN-I Sonce. Ja, to je za Jesenice zelo pomemben dan, zato, ker so se stanovalci sami povezali, se organizirali, izpolnili vse pogoje, ki jih je potrebno bilo izpolniti za postavitev te sončne elektrarne na strehi tega večstanovanjskega objekta. Kar se mi zdi dragoceno, je prav to, da so se ljudje sami organizirali, da so skupaj naredili nekaj dobrega za sebe, se pravi, da bodo imeli nekaj cenejšo energijo in pa seveda tudi za okolje, da se zmanjšajo te izpusti v ozračje. GEN-I Sonce je v zadnjih 2 letih postavilo že 700 elektrarn na individualnih hišah. Do sredine leta 2019 nekako računamo, da jih bomo postavili 1000. Ideja o postavitvi na elektrarne oziroma naprave za samooskrbo na večstanovanjskem objektu je dejansko med nami krožila že kar nekaj časa. Vendar nam zakonodajni vpliv oziroma zakonodajni okvir ni dovoljeval tovrstnih postavitev. V sredini lanskega leta pa je prišlo do spremembe uredbe o samooskrbi, ki je v zelo kratkem delu omenila, da se lahko taka naprava zgradi tudi na večstanovanjskem objektu. Vzporedno je tudi na Jesenicah gospod Brane Zajevič že razmišljal, kako bi nadgradil 2 investicije, ki so jih izvedli med letom 2013 in 2019, in sicer izgradnjo toplotne črpalke in tega ovoja oziroma fasade večstanovanjskega objekta z neko novo tehnologijo, ki bi omogočala še večje prihranke pri stanovalcih in dejansko poskušala samooskrbovati celotni objekt. Velika pridobitev pa je to tudi za stanovalce, ki živijo v tem bloku in so se za to investicijo odločili. Ja, gotovo bodo kaj prihranili, in če vsako tako investicijo pogledamo z tega ekonomskega vidika, se vsak evro, ki ga prihranimo, pozna v denarnici in ljudje si lahko privoščijo kaj drugega. Ja, kot sem pa že izpostavil, pa tudi ni zanemarljiv ta učinek oziroma prihranki na račun okolja. Tukaj smo, glede na zakonodajne okvire, smo postavili elektrarno z nazivno močjo 36,7 kW. To pomeni proizvodnjo 37 tisoč kWh, kar pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2 za 18,1 tona. Sama investicija se jim bo povrnila v 7 letih, poplačevali jo bodo pa v 84 mesečnih obrokih, kar pomeni dejansko se bo investicija poplačevala tistih 7 let, kakor je tudi povračilna doba same investicije. Projekt je potekal dejansko od avgusta 2018 do tistega 15. februarja, ko smo napravo za samooskrbo priklopili na omrežje. Večino časa, se pravi dejansko je 5 mesecev potekalo usklajevanje, predvsem papirologije in dokumentacije zaradi zelo togih okvirov oziroma zelo skopih okvirov zakonodajnih. Sama izgradnja, če gledamo iz tehničnega vidika, je bila pa izvedena v 4 dneh. Po odprtju te sončne elektrarne na tem večstanovanjskem bloku smo tudi v občinski upravi se lotili točnega pregleda vseh streh oziroma vseh površin na teh javnih objektih v občini Jesenice, se pravi od kulturnega doma na Javorniku do športne dvorane Podmežakla, do osnovne šole Toneta Čufarja, denimo in vseh drugih teh objektov, ki jih imamo v občini. Za zdaj smo našli 14 takih objektov. Jaz verjamem, da to je lahko potencial. Zdaj bomo preverili še vse ostale podrobnosti in se s potencialnimi investitorji, večjimi energetskimi družbami, ki gradijo takšne sončne elektrarne, se bomo z njimi pogovorili in morda se dogovorimo tudi za kakšen takšen posel, da bi na ta način tudi na občini po svojih močeh nekaj dodali k temu, da se čim manj obremenjuje naše okolje.
Že sama strateška usmeritev skupine GEN-I je zelena transformacija in prehod v brezogljično družbo. In dejansko cilj tega projekta je bil pokazati novo pot, kjer lahko vključujemo v to samooskrbno shemo tudi stanovalce večstanovanjskih stavb. Mi smo dejansko nekako poskušali tlakovati in odpreti pot tudi za projekte na večstanovanjskih zgradbah. Kot sem omenil že prej, je bil prvi korak dejansko tudi narejen strani države Slovenije v tem, da so pripravili spremembo uredbe, ki je načeloma že dovoljevala to izgradnjo. Sicer so bile možnosti za uspeh tega projekta zelo majhni, hkrati se je pa tudi država vključevala dejansko preko distribucijskih podjetij. Tukaj bi se zahvalil distribuciji oziroma podjetju Elektro Gorenjska in njihovim zaposlenim, da so zelo tvorno sodelovali z nami pri pripravi dejansko vse papirologije, da smo naredili elektrarno tehnično tako, kot je treba. Sistemskemu operaterju v Mariboru pa tudi dejansko je k sodelovanju pristopil Ekosklad, da smo v okviru trenutnih razpisov in shem lahko vložili vloge za pridobitev subvencije za investitorje. Če se vrnem nazaj k uredbi, ravno včeraj smo dobili informacijo, da je bila na vladi potrjena dejansko, lahko rečem, novelacija oziroma nova uredba o samooskrbi, ki predvideva te trenutne okvire, se pravi individualno samooskrbo na individualnih hišah, skupinsko samooskrbo dejansko na večstanovanjskih objektih in še en korak več naprej se je šlo, se pravi omogoča tudi energetske skupnosti v okviru ene trafo postaje. To je tudi vredno posnemanja. Tako jaz si želim, da bodo temu zgledu, jeseniškemu zgledu, da bodo sledili tudi drugod po Sloveniji, saj priložnosti najbrž na tem področju je še veliko. Primarni namen tega projekta je bil pokazati, da lahko stanovalci večstanovanjske stavbe dejansko lahko participirajo v samooskrbni shemi. Cilj pa je bil dejansko odpreti novo pot k zeleni transformaciji Slovenije in uresničevanju ciljev k razogljičenju družbe.